Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali živali, ki so se zelo razveselile darov narave, ki jih je prineslo težko pričakovano poletje. A knjižni junak Ježek je postajal vedno bolj žalosten, saj njemu poletje ni prineslo prav nobenega daru. A se je uštel in na koncu je bil tudi on zelo vesel. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride poletje. Nekega dne, ko se je Ježek sprehajal po gozdu, je opazil, da so vsi njegovi prijatelji tako veseli. Končno je prišlo poletje in vsakomur od njih je prineslo posebno darilo. Kako čudovito, je vzkliknil Ježek. Upal je, da je poletje prineslo darilo tudi njemu. Le kaj bi to lahko bilo? Poletje nam je prineslo svetlo, toplo sonce. So se veselile cvetlice, ko so zagledale Ježka. Naši listi rastejo in naši cvetovi se odpirajo. Poletje nam je prineslo cvetlice, so popevali metulji in čmrlji. Tako radi imamo sladki nektar. Poletje mi je prineslo mehko, zeleno travo, se je hihital zajec. Tako prijetna je za moje tačke. Dej no, lisička zvitorepka, igrajva se. Raga kvak, mi imamo toplo vodo, so kvakale žabe. Taka nam je najbolj všeč. Raga kvak. Ga, tudi mi jo imamo rade, so se oglasile račke in ribe. Pridi in se nam pridruži, Ježek. Ga. Ježek je že hotel iti v vodo, toda se ne zna plavati. Tako je namesto tega raje občudoval rastline okrog ribnika. Kljub vsemu, hvala za povabilo, je rekel Ježek. Zabavajte se še naprej. Hej, ptice, je zaklical Ježek. Kakšno darilo pa je poletje prineslo vam? Čiv? Meni je poklonilo 2 majhna ptička, je začivkala mama ptička. Včeraj so bila v gnezdu še 3 jajčka, danes pa sta se 2 ptička že izvalila. Čiv. Med opazovanjem cvetlic je Ježek naletel na še nekaj gozdnih prijateljev. Kaj imate? Ga je zanimalo. Oreške in koruzo in veliko druge okusne hrane, sta zaklicala veverica in hrček. Tudi jaz sem dobila darilo, se je oglasila še miška. Poletje mi je prineslo lešnike. Ježek si ni želel oreškov ali koruze, zato je še naprej iskal darilo, ki naj bi mu ga prineslo poletje. Kmalu je naletel na nekaj grmov malinjaka. Maline so bile videti zelo slastne. Je to tisto posebno darilo, ki mi ga je prineslo poletje? Se je čudil. Maline so najboljše darilo, se je veselil medved. Nič ni slajšega in okusnejšega. Poglej vse te jagode, ki mi jih je v dar prineslo poletje. Ježek je sedel na štor. Poletje je vsem prineslo darilo, razen meni, je smrkal. Mislim, da je poletje pozabilo name. Ravno v tistem hipu je sova zagledala jokajočega Ježka in poletela k njemu.
Kaj je narobe, Ježek? Ga je vprašala. Sova, poletje je vsem prineslo posebno darilo, razen meni, je zavzdihnil Ježek. Cvetlice so dobile sonce, metulji in čebele so dobili cvetlice. Zajec in lisička zvitorepka sta dobila mehko travo. Račke in žabe imajo toplo vodo. Mama ptička pa se je razveselila mladih ptičkov. Miška, veverica in hrček so dobili oreške in koruzo. In medved je našel maline. Jaz pa nisem dobil ničesar, je zavzdihnil Ježek. Sova je žalostnega prijatelja objela s svojimi perutmi. Ježek, vse te čudovite stvari v naravi so tu, da se jih vsi veselimo, mu je rekla. Ježek je razmišljal o tem, kar mu je rekla sova. Nasmehnil se je, zavedajoč se, da je tudi on od poletja dobil v dar toplo sonce, mehko travo in okusno hrano. Kar naenkrat je nekaj padlo na tla pred njim. Bilo je sijoče rdečo jabolko. In videti je bilo zelo slastno. Darilo zame, je vzkliknil Ježek. Torej poletje konec koncev le ni pozabilo name. Ježek je z užitkom zagrizel jabolko. Bilo je hrustljavo, sočno in izjemno okusno. Rad imam poletje, je rekel. To je najboljše darilo. Rad imam poletje, je vzkliknil Ježek. Nasmehnil se je in vdihnil sladke vonjave svežih trav in cvetočih cvetlic. Wow, je rekel Ježek. Vsi moji prijatelji se zabavajo in uživajo v poletju. Narava je poskrbela prav za vsakogar od nas. Ja, poglejte ga našega Ježka, ki je bil tako zelo zaskrbljen. Čudovita pravljica, kaj ne? Včasih se zgodi, da so naša pričakovanja prevelika in če ostanejo neizpolnjene, lahko sledi tudi razočaranje. In podobno kot pri Ježku, ki je videl le srečo ter veselje svojih prijateljev, čeprav je poletje postreglo z dobrotami prav vsem živalim, tudi njemu. In še dobro, da je sova s svojo modrostjo Ježku odprla nov pogled na situacijo. Bravo, sova. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici z naslovom Rada te imam takšnega kot si, z glavnima junakoma Ježkom in Miško ter njunim prijateljstvom, ki pa je žal naletelo na oviro. A naj vam prišepnem, na koncu imajo uspelo obdržati tisto pravo, pristno prijateljstvo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem, ki tako radi spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. No, vidiš, Ježek. Včasih je treba samo pogledati, a ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokratna pravljica nam bo predstavila zvito lisico, a vse ne bo šlo po njenih načrtih. Le kaj bi lahko šlo narobe, saj so lisice znane po tem, da so zvite ter pretkane. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O lačni lisici, ki je napisala slovenska pisateljica Mojceja Podgoršek. Sova je vsem prebivalcem Mahovega gozdička poslala obvestilo.
Ob 7 zvečer bo sestanek na gozdni jasi. Vabljeni medved, volk, lisica, zajec, veverica, polž in jež. Dolga in huda zima bo, je rekla sova, ko so se živali ob dogovorjeni uri zbrale na gozdni jasi. Vsak mora priskrbeti toliko hrane, da nas bo gostil 7 dni. Tako ne bomo privarčevali samo pri hrani, ampak tudi pri kurjavi. Je vse natančno izračunala sova. Če prav razumem, se je oglasila lisica, ki se sovo ni strinjala, boste ves teden prav vsak dan jedli pri meni? Tako je odgovorila sova. 7 dni bomo jedli pri tebi, potem 7 dni pri volku, naslednjih 7 dni pri medvedu in tako naprej. Vsi bomo prišli na vrsto. Ampak polžu ne bo uspelo pravočasno napolniti shrambe, je protestirala lisica. Polžu, ki poje najmanj, ne bo treba skrbeti za hrano, ker se je strinjal, da ne bo kuhal, je razložila sova. Živali so razpravljale še pozno v noč, na koncu pa so se vendarle dogovorile, s čim bodo napolnile shrambe, da po zimi ne bodo lačne. Lisici pa njihov dogovor ni bil prav nič po godu. Zadolžili so jo, da mora priskrbeti 20 kg grozdja, 15 kg jagod in 5 kg malin ali drugih gozdnih dobrot. Ne mislim garati, si je rekla lisica. Zima mogoče sploh ne bo tako huda, kot pravi sova. Toda zima je prav kmalu potrkala na vrata. Pritisnil je mraz in gozd je prekrila debela snežna odeja. Vse živali, razen lisice, so pravočasno napolnile svoje shrambe. In ker v gozdu ni bilo najti nobene hrane več, je sova z žrebanjem določila vrstni red gostovanja. Prvih 7 dni so se gostili pri medvedu, potem pa pri volku, ki je imel zares obilno zalogo okusne hrane. Nato je prišla na vrsto lisica. In čeprav je bila njena shramba povsem prazna, je ni prav nič skrbelo, s čim bo pogostila svoje prijatelje. Si bom že kaj izmislila, dovolj sem zvita, si je mislila lisica, potem ko se je zadnjega večera pri volku do sitega najedla. Jutri pridemo k tebi, jo je spomnila sova. Vem, vem, je zastokala lisica in se začela zvijati od bolečin. Ja, kaj pa ti je? Se je začudila sova, saj je bila lisica še pravkar zelo živahna. Boli, tako me boli, moj trebuh, joj, kako boli. In tako spretno se je pretvarjala, da je živali zaskrbelo za njeno zdravje. Ni prijetno, če te boli trebuh, se je za lisico zavzel jež in živali povabil, da namesto k njej naslednji dan pridejo kar k njemu. 7 dni jih je tako gostil jež, lisica pa se je zadovoljno hihitala in nazdravljala svoji zvitosti. Ves teden se je pretvarjala, da je bolna, zato so ji hrano prinašali kar na dom. Jaj, še vedno sem bolna, je stokala, ko je minilo 7 dni in bi morala gostiti svoje prijatelje. Tudi tokrat so ji dovolili, da ostane doma in počiva. Nosili so ji najboljšo hrano, da bi le ozdravela. Toda po 2 tednih ji še vedno ni bilo nič bolje. Vročina me kuha, je hlinila svojo bolezen. Živali niso vedele, kako naj pomagajo ubogi lisici, zato je sova sklicala posvet. Kadar me napade bolezen, sem najraje sam, je svoje izkušnje povedal polž, jež pa mu je prikimal. Bolezen preženem tako, da ničesar ne jem, je dejal volk, ki se je spoznal na naravno medicino. Post bo zagotovo pregnal njeno bolezen, se je z njim strinjal medved, zajec pa je dodal. Obilna hrana ni pripomogla k njeni ozdravitvi. In ker je bila veverica enakega mnenja, je sova razglasila, da bodo lisici, da bi hitreje okrevala, prenehali prinašati hrano.
Joj, pa brez hrane me bo pobralo, je glasno stokala lisica, ko je ugotovila, da se je znašla v težavah. Po 3 dneh je bila že tako sestradana, da je še komaj hodila. In postalo je žal, ker ni napolnila shrambe. Z zadnjimi močmi se je odpravila iz hiške, da bi si poiskala kaj za podzob. Toda gozd je prekrivala debela snežna odeja. Njene tačke so skoraj pomrznile, ko je stikala za čem užitnim. Toda našla ni prav ničesar. Že se je hotela vrniti v hiško, ko je do njenih nosnic priplaval čudovit vonj. Tako omamno je zadišalo, po vroči juhi in začimbah. Noge so jo kar same nesle naprej, vse dokler ni prišla do zajčje hišice. Kar bo, pa bo, si je rekla in potrkala na vrata. Zajec, ki je gostil svoje prijatelje, je odprl vrata. Jo, kaj pa ti tukaj? Se je začudil, ko jo je zagledal. Premražena lisica, ki je bila zaradi večdnevne lakote zares videti bolna, ni vedela, kaj naj reče. Zajcu se je zasmilila in prijazno jo je povabil naprej. V hiški je bilo prijetno toplo in lisica je stopila bližje k ognjišču, da bi si ogrela prezeble tačke. Ob pogledu na hrano so se ji pocedile sline in v trebuhu je od lakote glasno zakrulilo. Si ozdravela? Je bil presenečen polž. Še vedno si videti bolna, se je začudila veverica. Lisica pa je bila preveč sestradana, da bi še naprej lagala. Zato je vse priznala. Presenečene živali so staknile glave, da bi se dogovorile, kaj bodo storile. In nazadnje so se odločile, da bodo lisici v zameno za hrano naložile delo. Tako je morala lisica odslej čistiti tla in pomivati posodo. Sova je imela prav, je godrnjala, medtem ko je ribala umazana tla. Zima bo res dolga in huda. Potem pa je na tihem sklenila, da si bo za prihodnjo zimo shrambo do vrha napolnila. Ja, zelo zanimiva pravljica, kaj ne? In vesela sem, da je lisica naposled le priznala svojo napako in pomagala pospravljati ter sklenila, da si bo za prihodnjo zimo le pripravila shrambo z veliko dobrotami. In pa vse pohvale sovi za sijajno idejo. In tako so bile živali site, pa še družile so se in si polepšale hladne zimske dni. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še ljudski pravljici Mojca Pokrajculja, kjer je lisici uspel njen zviti plan. In tako imajo še dandanes zajčki sprednje tačke krajše od drugih. A so pa zato mnogo hitrejši. Uživajte, lepo se imejte in lep pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, včasih se pa ne izide vse tako, kot smo si zamislili, a ne? Bravo, sova. Super, super ideja. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo pokukali v gozd, kjer je v kostanjevem gaju živela zanimiva ter prijazna druščina gob. Nekega dne pa se je druščini želela pridružiti še rdeča mušnica, a so jo ostale gobe zelo grdo odslovile. Bo ubogi mušnici uspelo najti prijatelje? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici slovenske pisateljice Ize Cedilnik Štrukelj z naslovom Gobje prigode. V kostanjevem gaju, globoko v gozdu, je živela pisana druščina gobic.
Pod mogočnimi drevesi so stanovale lisičke, jurčki, dežnikarice, borova gliva, gabrov ded, prašnice in smrdljivi mavrahovec. Svoje domovanje so imele snažno pospravljeno in urejeno, na lepo negovanem mahu so rasle pisane rožice, ob robu pa je žuboril bister potoček, iz katerega se je ob večerih slišal žabi zborček. Imele so se prav lepo in nikoli jim ni bilo dolgčas. V njihovem taboru so bili glavni kuharji jurčki. Na svojem kamnitem ognjišču so pripravljali najrazličnejše dobrote in skrbeli, da slučajno ne bi bil kdaj kdo lačen. Najhujši zvok, ki jih je vedno vznemiril, je bilo kruljenje v želočkih njihovih gobjih prijateljev. V kostanjevem gaju so živele tudi prikupne lisičke, ki so vedno nekaj čebljale in skrbele za živahno vzdušje. Družbo so jim delale še visoke dežnikarice, ki so jim zaradi podrobnosti z dežnikom rekli kar marele. Te pa so svojimi velikimi klobuki najraje prijateljem zastirale močno sonce ali pa jim v dežju nudile zavetje in streho nad glavo. Med gobicami je bilo tudi veliko prašnic, iz katerih so se večkrat pokadili oblaki trosov, saj je mimogrede kdo stopil nanje. Bile so majhne in malce nerodne, zato so se večkrat znašle pod koraki hitečih gobic. In pa to ni bilo prav nič všeč in so se ob tem seveda glasno razburjale. V gobjem taboru sta stanovala še najstarejša in temu primerna, najmodrejša člana gobje družine, Gabrov ded in borova gliva. Cele dneve sta premlevala klobuke življenjske resnice ter ostalim delila dragocene nasvete. Na dedovem klobuku je stanoval še polžek Ponri, za katerega so vse ostale gobice slutile, da si vsake toliko privošči kakšen grižljaj njegovega klobuka. Ko pa ga je sam ded povprašal o tem, je Ponri prav nedolžno odkimal, češ da v teh obtožbah ni resnice. Tam je domoval tudi smrdljivi mavrahovec Matu, ki je bil priznan izdelovalec parfumov in se je cele dneve trudil odkriti še slajše in omamnejše vonjave. Njegove prijateljice ptice so mu vsak dan povedale, kje cvetijo najlepše rožice, da jih je šel nabirat za svoje napoje. Ko je v stekleničkah mešal cvetlične kapljice, je daleč naokoli vse dišalo. S parfumi pa je najraje polival kar samega sebe in zraven vzdihoval od opojnih arom. V resnici pa se je strašno bal, da bi kdo zavohal njegov pravi, nič kaj dišeči, mavrahasti vonj in se svojimi napoji na vso moč trudil obvarovati to skrivnost. Gobice v kostanjevem gaju so se ravno dobro prebudile in že hitele naokoli po svojih opravkih. Pometale in pospravljale so svoj tabor, postirjale postelje in zalivale mah. Jurčki pa so že pripravljali zajtrk in kuhali dišečo žirovo kavo. Na obrobju gozda, daleč stran, pa je takrat iz mehkega mahu zrasla lepa rdeča mušnica Rubi. Pokukala je izpod listja in se začudeno ozirala naokoli. Ja, kje pa sem? Je tu še kakšna gobica? Ker ni bilo nobenega odgovora, se je odločila, da se bo odpravila naokoli in poiskala še kakšno rdečo mušnico. V bližnjem potoku se je malo odšedila in odžejala, potem pa se je odpravila na pot. Osupla nad čudovito naravo in mogočnostjo velikih dreves je z odprtimi usti zrla okoli sebe. Zažareli so prvi sončni žarki in gozd se je prebujal. Hodila je čez jase, grabne, plezala čez skale in korenine, se prebijala čez gosto praprot ter klicala in iskala mušnice. Nikjer ni bilo nobene. Ja, pa menda nisem edina gobica v celem gozdu, si je mislila sama pri sebi. In ko je bila že pošteno utrujena in lačna,
je končno naletela na druščino gob v kostanjevem gaju. Zagledala je vesele lisičke, jurčke, dežnikarice, prašnice, mavrahovca, gabrovega deda in borovo glivo, ki so se ravno spravljali k jedi. Kako se jih je razveselila. Iz nje je kar začelo vreti. Joj, gobice, kako sem vesela, da sem vas našla. Kakšna sreča. Sem že mislila, da ne bom nikogar srečala, da sem edina goba v tem gozdu. Pa tako sem že utrujena in lačna, ker sem ves dan hodila. Kakšna sreča, da ste tu. Gobice pa so vse utihnile in začudeno zrle vanjo. Je kaj narobe? Je prestrašeno vprašala. Lisička Lora je prav neprijazno prhnila proti njej. Ti si rdeča mušnica. Strupena si. Pojdi stran. Zatem se je oglasil še mavrahovec Matu. Mi smo užitne gobe in se ne družimo s strupenjačami. Kako si drzneš takole priti? Kar hitro odidi. Robi je bila čisto zaprepadena in sploh ni vedela, kaj ne odvrne. Ampak, jaz nikomur nič žalega nočem. Sem zelo prijazna in dobrosrčna gobica. Ime mi je Rubi. Rada bi bila vaša prijateljica. Res je, da sem strupena, ampak samo, če bi me pojedli. Menda me ja ne boste pojedli. Seveda te ne bomo pojedli. Sej ne jemo gob, neumnica. Se je spet oglasila Lora. Rdečka pa vseeno nima kaj iskati pri nas. Kar hitro odidi in ne vračaj se več. Rubi je še zaman prosila, če ji lahko pripravijo kaj za podzob. Gobe so jo zgolj grobo odganjale. Tu nisi dobrodošla. Pojdi čim dlje od nas. Skrušena in izčrpana se je obrnila in se odpravila naprej. Kako je bila pretresena in žalostna. Česa takega res ni pričakovala. Tako je jokala, da sploh ni videla, kot hodi. Večkrat se je spotaknila in popraskala, da je že vse skelelo in bolelo. Na koncu je omagala v grabno ob potoku in od vsega hudega zaspala. Prebudile so jo velike dežne kaplje. Pogledala je v nebo in ugotovila, da se pripravlja strašna nevihta. Nebo so prekrili temni oblaki, strele so bliskovito švigale sem ter tja in od grmenja je vse bobnilo. Predno se je zavlekla pod korenine, je bila že tako premočena in premražena, da se je revica vsa tresla. Zapuščena in strtega srca je ihtela v razpoki pod drevesom. Medtem je na drugi strani gozda mavrahovec Matu nabiral dišeče cvetlice za svoje parfume, ko so tudi njega zmočile prve kapljice dežja. Sej bo verjetno samo kratkotrajna plohica, si je rekel. Vseeno bom pohitel proti domu, da slučajno ne spere parfuma z mene. To bi bilo grozno, če bi se domov vrnil smrdljivim mavrahastim vonjem, pa še kakšno muho na klobuku. In ker se je neurje naglo stopnjevalo, je z vedno hitrejšim korakom stopal proti kostanjevemu gaju. Na koncu je že na vso moč tekel. Veter je začel tako divje vleči naokoli, da ga je sukalo sem ter tja kot vrtavko. Njegova košara s cvetjem je poletela visoko v nebo, Matuja pa je zanesla v narasel potok. Deroča voda ga je začela odnašati ter ga butala ob kamenje in veje. Nemočno je hlastal za zrakom in se zaman poskušal ujeti. Potok ga je odplavljal globoko v gozd. Kmalu ga je prineslo prav do korenin, pod katerimi je vedrila mušnica Rubi. Ko jo je zagledal, je začel obupno kričati. Na pomoč, prosim, pomagaj mi, reši me iz vode! Bliskovito ga je zgrabila za roko in ga potegnila na kopno. Brž ga je zasula z vprašanji. Si v redu? Te kaj boli? Kako naj ti pomagam? Matu pa je nemočno ležal na brežini in jo presenečeno gledal.
Pa saj to si ti, rdeča mušnica, ki je bila še malo prej pri nas. Ruby se je hitro odmaknila in se mu začela opravičevati, ker se ga je dotaknila. Mavrahovec pa je dejal. Mavrahovec pa je rekel: Ah, nehaj no, kako sem vesel, da si me rešila. Brez tvoje pomoči sploh ne bi splaval iz vode. Iz vsega srca hvala. Torej nisi jezen name? Je previdno vprašala. Seveda ne, zelo sem ti hvaležen. In strašno mi je žal, da smo to odgnali. Želim si, da bi lahko izbrisal vse, kar sem ti žalega rekel. Vidim, kako dobrega srca si, kako si mi pomagala. Ruby se je samo nasmehnila in dejala, da je že vse pozabljeno. Matuja je izvlekla na suho pod korenine in oba pokrila s praprotjo, da bi se malo ogrela. Izčrpana sta hitro zaspala. Neurje je celo noč divjalo okoli njiju, je škropilo z dežjem, od hladnega vetra pa sta bila čisto prezebla. V kostanjevem gaju so ta čas gobice zaskrbljeno čakale, da se nevihta umiri. Kako jih je skrbelo za Matuja? Ko so se stiskale pod klobuki marel, od skrbi nobena ni zatisnila očesa. Tudi na mušnico Ruby so se spomnile in kar bolelo jih je v trebuščkih, ko so pomislile, kako grdo so odgnale in kako zdaj sama tava po nepoznanem gozdu. Končno je lisička Lora le spregovorila. Mislite, da je z rdečo mušnico Ruby vse v redu? Nastala je tišina. Modri Gabrodet je tiho rekel. Zelo grdo ste se obnašali do nje. Po nepotrebnem ste jo žalili in odgnali. Stara borova gljiva pa je dodala. Bila je zelo prijazna in nič slabega nam ni želela. Če ima klobuk rdeče barve, še ne pomeni, da je hudobna. Potem pa so se začeli kar vse povprek oglašati. Kako mi je žal. Le kje je? Kaj, če se je kaj zgodilo? Kako smo bili nesramni do nje. Le zakaj smo jo pregnali? Vsem je bilo zelo hudo, da so jo tako grdo zavrnili. Začeli so se spogledovati in so v en glas strinjali, da morajo tudi njo poiskati. Takoj, ko se zdani, bodo organizirali iskalno akcijo za Matuja in Ruby. Ko se je začelo daniti in je dež prenehal, so sončni žarki hitro posušili razmočen gozd. Gobice so se nemudoma odpravile poiskati izgubljena prijatelja. Za pomoč so prosili Matujeve ptice in kaj kmalu sta prileteli dve kanji in začeli vzhičeno pripovedovati, da sta v potoku pod koreninami videli nekaj rdečega z belimi pikami. Pohiteli so za pticama, ki sta jim z neba kazali pot. Ruby in Matu sta se medtem prebudila. Vse jo je bolelo in hudo sta bila prehlajena. Obdajal jo je tudi precej neprijeten vonj in Matuja je obletaval cel trop muh. Zgrožen se je zavedal, kaj se dogaja, in planil v jok. Kaj pa je? Ga je zaskrbljeno vprašala Ruby. Kaj le? Moja najhujša mora se je uresničila. Voda je z mene sprala parfum in zdaj smrdim, kot smrdimo le smrdljivi mavrahovci. Pa tako me vse boli. Naj gre vse skupaj po gobe. Kar med polže se bom vrgel. No, ne pretiravaj, ga je mirila Ruby. Tvoj vonj pa ja ničesar ne spremeni. Matu pa ni odnehal. Mislim, da me nihče ne bo želel imeti za prijatelje, če bo vedel, kako v resnici zaudarjam. Ruby je kar malce jezno odvrnila. Veš kaj, tisti, ki prijateljstvo meri po vonju, te sploh ni vreden. Si dober prijatelj in to je tisto, kar šteje. Prijateljstva ne moreš videti ali vohati. Čutiš ga v srcu. Mavrahovec je bil za silo potolažen in je vprašal Ruby. Boš ti še moja prijateljica? Ja, seveda, zavedno,
je odvrnila. Hvaležno jo je prijel za roko in rekel: tudi jaz bom zavedno tvoj prijatelj. Takrat pa je iz Grabna prihitela celotna druščina iz Kostanjevega gaja in planila Matuju in Rubi v objem. Tako so bili veseli, da so jo našli. Mošnici so se takoj začeli opravičevati za grdo obnašanje v njihovem taboru. Rubi jim je hitro vse odpustila in bila presrečna, da so jo sprejeli medse. Lisičke so se kmalu začele zmrdovati, kaj neki tu tako smrdi. Matu se je odločil, da je napočil čas, da jim razkrije svojo skrivnost. To, kar vohate, je moj pravi naravni vonj. Smrdljivi mavrahovci smrdimo in na nas se pasijo muhe, ker jim je ta vonj všeč. Razumem, če ne želite biti več moji prijatelji, zdaj, ko veste resnico o meni. Gobice pa so ga brž pomirile. No, ne govori neumnosti. Vonj pa že ne spremeni prijateljstva. Nič manj te nimamo rade zaradi tega. Saj smo slutile, da se za tvojim imenom nekaj skriva. Nam je pa tudi všeč, če se malo naparfumiraš. Vsi skupaj so se zasmejali in Matu je obljubil, da se odišavi takoj, ko se vrnejo domov. Takrat pa se je oglasila muha. Bzzz. O, ne, parfumi tako smrdijo. Nam je pa tako všeč tvoj naravni vonj. Tako nam dišiš. Dovoli, da se še malo popasemo po tebi ter raznosimo tvoje trose po gozdu, da bo zrasel še kakšen smrdljivi mavrahovec. Bzzz. Matu je muham dovolil še malo obletavanja, potem pa so se strinjale, da je čas za odhod. Le ena ni hotela z njega in je vzdihovala, da se je zaljubila v Matuja. Ostale muhe so jo morale na silo odvleči, da so se vsi hihitali, Matu pa je končno dobil nekaj barve na lica. Dežnikarice in jurčki so naložili Rubi in Matuja na nosila ter jo odnesli nazaj v Kostanjev gaj. Ko so se po naporni poti končno le vrnili v tabor, so gobice nam pomoč poklicale zdravnico, Črno trobento, da bi pozdravila prehlajena in potolčena prijatelja. Doktorica je po temeljitem pregledu pacientov podala navodila za najhitrejše okrevanje. Praske mažite z ognjičevim mazilom. Jurčki, vi pa ima, prosim, skuhajte okrepčilno kostanjevo juho ter velike količine čaja iz smrekovih vršičkov. V nekaj dneh boste spet na nogah. Jurčki so brž pohiteli v kuhinjo, zdravnici trobenti pa se je tudi mudilo naprej. Moram kar hitro na pot, saj so me poklicali na zelene livade, tabor rdečih mušnic. Menda so se eni od mušnic pike na klobuku obarvale zeleno. Verjetno je pojedla preveč bukovega listja. Kaj? Je kar prizdignilo Rubi. Tabor rdečih mušnic? Kje pa je to? Doktorica je z roko pokazala smer in razložila, kako se pride do njihovega domovanja. Rubi je hotela kar skočiti iz postelje in se odpraviti tja, da so jo gobice komaj zaustavile. Zmenile so se, da bodo čez nekaj dni, ko bosta z Matujem spet pri močeh, vsi skupaj odšli tja. In res so 3 dni kasneje vsi skupaj krenili na izlet k rdečim mušnicam. Na srečo niso bile tako zelo daleč. Kmalu so jih našli in mušnice so bile zelo vesele njihovega obiska. Še posebno so se razveselile Rubi in jo povabile, da ostane pri njih. Čeprav je bilo hudo za Kostanjevim gajem, se je odločila, da se preseli k mušnicam na zelene livade. A so se vse skupaj dogovorile, da se bodo redno obiskovale. Sploh Matu je bil skrušen zaradi Rubijinega odhoda, vendar ga je potolažila z obljubo, da se bosta videla, kadarkoli bosta želela. Rdeče mušnice so vsako soboto organizirale semenj in nanj povabile tudi gobice iz Kostanjevega gaja. Tako je celotna gobja druščina vsak teden v veselih ritmih plesala in pela do poznega večera, njihov smeh pa je odmeval še daleč preko zelenih livad.
Omeniti moram še izvrstne dobrote, ki so jih pripravljale spretne gobje ročice, da se je semenska miza kar šibila od vsega dobrega. Jurčki so med drugim strigli svoje znamenite pražene želode, pito iz gozdnih jagod ter čemažev namaz. Mušnice pa svojo specialno solato iz bukovega listja, koprivi narastek ter robidove medenjake. Matuje na semen vsak teden prinesel nov parfum in prav danes so vsi tako čudovito dišali po opojnih akacijah, da so vse muhe zgroženo pobegnile na drugo stran gozda. Tam pa so izpod listja že poganjali mladi smrdeči maurahovci, na katerih so se zadovoljno pasle. Njihova edina skrb pa je bila, da ne bi kdaj slučajno srečali našega parfumerja Matuja. Gobice iz kostanjevega gaja ter mušnice zelenih livad so postale nerazdružljive prijateljice. Skupaj so se zabavale, če pa so kdaj naletile na kakšno težavo, so si, kot vsi dobri prijatelji, vedno priskočile na pomoč. Vedele so, da si lahko zaupajo in se zanesejo druga na drugo. Med dolgimi pogovori so vedno znova ugotavljale, kako lepo različne so si med seboj. Nekatere imajo čudovite rdeče klobuke, druge rumene, tretje rjave ali bele. Tudi njihov vonj se je razlikoval od gobice do gobice in lisičke so trdile, da dišijo še lepše kot Matujevi parfumi. Vse pa so se strinjale, da vse to prav nič ne vpliva na njihovo prijateljstvo. Prijateljstva ne moreš videti ali vohati, čutiti ga moraš v srcu. In še res je. Prijateljstvo čutimo v srcu. Resnično čudovita pravljica. Pravljica, ki seže v srce. In tako kot gobice, ki smo jih spoznali v današnji čudoviti pravljici, smo tudi ljudje različni. A kljub temu naj bosta strpnost ter srčnost tisti naši vrednoti, ki naj nas vodita skozi življenje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Smrčač dobi hišo, v kateri boste spoznali zelo učenega medveda, ki pa je zelo glasno smrčal in s tem motil gozdne prijatelje. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en prijeten gobi pozdravček. Čau, čau. Bravo, čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveričji prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveričji prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, v sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni, trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj, kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten, odločen,
Storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni Metod v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil vztrajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skal in od tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta, nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta, tedaj pa ujeda spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča, preslastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je, sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čolnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap! Ciril in Metod v globel sta letela, nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi vstran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži, povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirile v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari, tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja, kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh najraje imata prijateljev smeh. O, ti požrešna veverička! In kako sta bila vztrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storž v gozdu. A na koncu jima ta storž ni bil usojen, sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč pravljico poklanjam gospe Marini,
ki skupaj s svojo hčerko ob večerih rada prisluhne pravljicam. Najlepša hvala, gospa Marina. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo malce starejši pravljici v rimah z naslovom Ježeva hišica. Po gozdu prostranem, brez steze, pota, ježek bodiček po ves dan se mota. Hraber je lovec, vprašajte miša, vsa kopja naperi, kadar juriša. Volk in medved, pa celo ovca, poznajo ježka, slavnega lovca. Jastreb ga ceni, gad o njem sanja, volk se umakne, ponižno priklanja. Dan hoda daleč, strah pred njim plava, koder potuje, spremlja ga slava. Nekega dneva, videli nismo, ježek dobil je, pravijo, pismo. Sladko, medeno, rekel je medek, pri poštarju zajcu prebral ga je dedek. Kratek naslov, črke kot tepke. Tovarišu ježu od zvitorepke. Ježek prebral je. Ljubi bodiček, sanjam o tebi, obišči me striček. Tole ti pismo pišem v goščavi, k sebi te vabim, koj se odpravi. Z gosjim peresom dam ti na znanje, da bo kosilo kot svatovanje. S polnimi lonci, z vrhano skledo, te čakamo poldne, danes na sredo. S toplim poljubčkom na smrček in lica, toplo te pozdravlja Mica lisica. Ježek veselo, gostija, si pravi. Fant, zdaj le hitro na pot se odpravi. Urno po sebi zvito poškili, bodice pregleda in vsako ošili. Morda na poti pride do boja, torej naj bo v redu, obramba bo moja. Sonce prešlo je pol svojega kroga, ko je naš ježek prispel do brloga. Pred jamo lisičjo sredi goščave, ježek spoštljivo klobuk sname z glave. Prikloni, smehlja se, kavalir pravi. Z izbrano besedo lisico pozdravi. Dober dan, botra, vzor vseh kreposti. Klanjam se tebi, najlepši v tej hosti. Rep petelinov naj dom ti krasi, tolsta kokoška v loncu čepi. Gosja perut pahljača ti bodi, za mehko vzglavje siračko dobodi. V miru in sreči vedno uživaj, pred lovci in psi varno se skrivaj. Botra, na koncu še to ti zaupam, zdaj 3 kosila pojesti si upam. Začne se gostija, kosilo sijajno. Jež in lisica mastita se bajno. V loncih in ponvah kuha se, peče, jež med gostijo zdravico izreče. Na zdravje in srečo, botra lisica, naj čim prej pogine lovčeva psica. Obed je pojedini pravi podoben, ježku se trebuh napel je kot boben. Zunaj po gozdu mrak se spreminja, z modro tančico krošnje pregrinja. Le kak metuljček še krilce razpira in sapica nočna liste prebira. Gozd je potihnil in ptički spijo, le divjim mačkam oči se iskrijo. Kresnice v mraku so luči vžgale in letajo z njimi svetilke male. Sova skovika svoj bojni zov. Perjad, zdaj pazi, začne se lov. Ježek je vstal,
si gobček briše. Pojdem, še dolga pot je do hiše. Botrica sit sem, kot že ne zlepa. Preveč si mi stregla, hvala ti lepa. Moja je hiša trdna kot grad. Kaj bi v noč hodil, zdaj domov spat? Vabi lisica. Tukaj prenoči, pa odpotuješ, ko zora napoči. Ostal bi pri tebi, če le pri kom. Pa mi je ljubši moj skromni dom. Ostani, ostani, lisica reče, ga prosi, vabi, za roko vleče. Ježek pa trmasto. Botra ne bom, preveč me miče moj skromni dom. Šumljaje po listju, jež meri pot, skoz veje mesec obseva vsak kot. Hodi in brunda v molčečem gaju. Hišica moja, tam sem kot v raju. Lisica v brlogu si misli. Vraga, kako da mu bajta je tako draga? Ko s tako ihto sili domov, le kakšno razkošje skriva mu krov. Iz perja ne mara sotlamo in klop, pečeni škrjanci zaljšajo strop. Koča mu najbrž je bogat dom, na tihem tja pojdem, videla bom. Tiho kot senca lisica dirja, tace so mehke in kakor iz perja. Voha in teče skoz nočni molk, zdajci na poti pojavi se volk. Grr, kam tako naglo v pozni tej uri? Mar zadišalo kje je po kuri? Kaj zdaj kure, drugo mi marje? Kaj da ješ dom svoj toliko varje? Hiša, malenkost, volk se poroga. Jaz bi dal svojo za ovco brez roga. Pojdem pa s tabo, jagnje počaka, videti hočem ježa bedaka. Ko dirjata skupaj po gozdu in trati, srečajo stari medved kosmati. Pa jo ošine z lačnim pogledom. Morda sta našla sotovje z medom? Ne, stari, drugo roji mi po glavi. Kaj da ješ hišici paradiž pravi? Hiša, neumnost, pri mojem kožuhu, zagnile hruške jo dam po tepuhu, dobijo kdor hoče, za satek meda. Zabrunda medved in lačno gleda. Pojdem z vama, šala pa taka, videti hočem ježa bedaka. Trojka podi se besno, neugnano, zdajci pa luža z vodo zbrazdano. Divja se svinja v njih koplje in kruli, gleda zaspano, trebuho jo žuli. Le jih junake, kam pa hitijo? Bog me da vohajo dobro kostijo. Svinja poskoči, da ne zakasni, volk pa na njeno vprašanje pojasni. O, lepotica, daj na pot kreni, kježu, ki domek svoj toliko ceni? Domek svoj praviš? Ne bom lagala, za pol obeda takoj bi ga dala. Rada grem z vami, luža počaka, videti hočem ježa bedaka. Vsi tako složno skozi guščavo, lomijo dračje, gazijo travo. Zdajci krdelo obstane na jasi, ko brundanje tiho pred njimi se oglasi. Jež je že tamle, kaj bo napravil? Pod starim šotorom se je ustavil. Pod šotorom je temna in tiha duplina, kotu pa listnata suha blazina. Ježe gre vanjo, od sreče se smeje, išče in tiplje, kje bo mehkeje. Ležišče pripravi,
si listja nagrne, zazeha, se zlekne, na hrbet obrne. Ves blažen, presrečen, brunda in gode. Hišica moja, domek svobode. Bajna palača z opažem okrog, z varnim obokom in polna preprog. Kočica, tebi vedno bom zvest, ne dam te za dvor, za nobeno posest. Tu brez skrbi sem, hišica tiha, branil te bom do zadnjega diha. Kakor nevihta zdaj prigrmijo medved, volk, svinja in ježu kričijo. Takega cepca res ni več najti, da te ni sram v takile bajti. In jo še hvališ, pamet ti peša. Glej, streha gnije, strop se poveša. Prostor je ozek, zid gre narazen, gotovo ti v izbi gnezdi golazen. Takole bajto bahavec mali, mi za predjužnik precej bi dali. Trojka iz ježa se pikro norčuje, lisica pa modro molči, opazuje. Zdaj pa jež vstane, pogleda zanosno in čudnim gostom zabrusi ponosno. Pa naj je reven moj ljubi dom, jaz ga do smrti zapustil ne bom. Majhen je, skromen, vendar je moj. V njem sem svoboden, gazda sem svoj. Delo je meni veselje, uteha, daje zavetje, lastna mi streha. Le lopov, podlež, vzemi ga vrag, za beden grižljaj prodaja svoj prak. In to je krivo, reve zgubljene, da nimate svoje strehe poštene. Kot slišim, živite od ropa, brez dela. No, kmalu vam pesem drugo bo pela. Lisica posluša, premisli in pravi. Zdaj vidim, ježek razum ima v glavi. To rekši, zgine po poti skriti, trije razgrajači pa začno vpiti. Jež je neumen, zmešan kot sapa, in ti, lisica, tudi si trapa. Zdaj še tole naj vam izdam. Kaj bilo z njimi je, preko končam. Volk ni več dolgo hodil na ovce, kmetje poslali naden so lovce. Medved takisto kmalu je padel, pod smrtnimi piki čebel, ko je kradel. Svinja ni dosti več ropala žrla, po zimi jo v snegu je puška podrla. Po gozdu prostranem, brez steze, pota, pa naš ježek še vedno se mota. Priden je, spreten, hodi na lov, dela in čuva rodni svoj krov. Ja. Čudovita pravljica. Pravljica o prijaznem ter skromnem ježku, ki je nadvse cenil svoj majhen, a prikupen dom. Pravljica o spoštovanju svojega doma ter toplini, ki jo je ježek znova in znova čutil. Bravo, ježek. Vse pohvale pa seveda tudi lisici. Gospa Marina, najlepša hvala za idejo o poučni ter čudoviti, malce starejši pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni, v Rime odeti pravljici, ki je nastala izpod peresa Julie Donaldson z naslovom Hiška, majhna kot miška. Prijeten pozdrav gospe Marini ter pa seveda vsem, ki radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, spoštujte svoj dom in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, čudovita pravljica.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic njenih otročkov, Danila, Nikolaja in Tijane, ki zelo radi prisluhnejo pravljicam. In tokrat želijo prisluhniti čudoviti slovenski pravljici, ki bo zagotovo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Danila, Nikolaja in Tijane z naslovom Smrčač dobi hišo. Pri Mišjem dolu, na pol poti domačje vasi, je veliki gozd. V njem so živeli lisica Greta, zajček Bine, miška Rozalija, veverica Brina in jazbec Maks. V velikem gozdu so vsi vedeli, kaj kdo dela. Lisica Greta je učila v gozdni šoli, miška Rozalija je obdelovala zelenjavni vrt, veverica Brina je pekla orehove in lešnikove piškote, zajček Bine je treniral skoke za gozdno olimpijado, jazbec Maks pa je bil mizar in je znal narediti iz lesa, kar mu je srce poželelo. Nekoč je v njihov gozd prineslo medveda Huberta, o katerem so pisali časopisi. Nihče ni bolj poznal gozdov, gozdnih sadežev in zdravilnih zelišč kot ravno on. Še posebno rad je imel drevesa. Pisal je enciklopedijo in vanjo zabeležil vsako novo drevo, ki ga je opazil. Prebivalci velikega gozda so bili gostoljubni in prijazni, zato so Huberta povabili, da ostane pri njih. Kako tudi ne? Bilo je imenitno gostiti medveda, slavnega raziskovalca in velikega popotnika. Zanimivo bo raziskovati kraj, kjer še nisem bil. Morda bom odkril nova drevesa in spoznal nove prijatelje. Kaj bi si lahko lepšega želel? Si rekel Hubert in sprejel povabilo. Prva ga je v svojo hišo povabila Greta. Skuhala je večerjo in ko sta pojedla, je pripravila čaj iz gozdnih zelišč z medom. Tega je imel medved najraje. Ob čaju sta malo poklepetala in se nato odpravila spat. Zjutraj je Greta čemerno sedela pred svojo hišico in v gozdni šoli vzela dopust. Zakaj si tako slabe volje? Je zanimalo zajčka. Slabo sem spala, je odvrnila. Medved je smrčal tako glasno, kot bi Maks vso noč žagal drva. Morda je bil medved samo malo prehlajen, noč je bila mrzla, je odvrnil Bine. Pri sebi pa si je mislil, kakšna razvajena, občutljiva lisičja ušesa, in sklenil medveda povabiti k sebi. Glej ga zlomka, tudi zajček naslednjo noč ni skoraj nič spal. Z velikimi podočnjaki je sedel pred hišico in ni šel na trening za gozdno olimpijado. Ali si bolan? Je zanimalo Rozalijo, ko je zagledala poklapanega dolgouhca. Ne, nisem bolan. Nič nisem spal. Medved je vso noč vlekel dreto. Smrčal je tako glasno, da niti očesa nisem zatisnil. Godal je, piskal in se opihal kot parna lokomotiva. Vse se je treslo, da so moji pokali in knjige padali s polic, je potožil. Res je pravi smrčač. Preobčutljiva velika zajčja ušesa, se ni moglo biti tako hudo, si je mislila Rozalija. Stisnem se v kot in pokrijem z odejo čez ušesa, pa bo. In je povabila medveda k sebi domov. Zjutraj nihče ni videl miške na vrtu, ker je vsako jutro okopavala gredice in pulila plevel.
Veverico Brino je zaskrbelo. Pred miškino hišo je Hubert ravno zajtrkoval dišeče jagode z miškinega vrta. Ali si kaj videl, Rozalijo? Je zaskrbljeno vprašala Veverica Brina. Kako je ne bi bil videl, saj sem bil njen gost? Je zadovoljno zabrundal Hubert. Spi v hiški. Veverica Brina je pokukala skozi okno in miška je res spala, kot bi bila nedelja. Zbudi se, zaspanka, in vstani. Sonce je že visoko, je zaklicala Rozaliji. Ta jo je zaspano pogledala in rekla: ko bi le lahko, vso noč nisem spala. Medved je smrčal tako glasno kot melje mlinski kamen. Niti očesa nisem zatisnila. Oj. Miškina ušesa so majhna. Medved je velik in glasno diha, si je mislila Veverica Brina. Z repom si zatisnem ušesa, pa ne bom nič slišala. In je povabila medveda Huberta k sebi. Zjutraj je jazbec Max zagledal Brino. Njena svilnata dlaka je bila nasršena, rep je izgledal kot sračje gnezdo. Iz njene hišice ni dišalo po piškotih, kot je sicer vsako jutro. Kaj te tare, Brina? Je zanimalo jazbeca. Strašno ti rečem. Vso noč sem se zbujala, tako glasno je smrčal. Kdo? Je začudeno vprašal Max. Hubert, medved, kdo pa? Se je jezila Brina. Ropotalo je, kot bi nekdo vso noč orehe trkljal sem in tja po strehi. To je res nerodna reč, je glasno rekel Max. Sam pri sebi pa si je mislil, da se ni moglo biti tako hudo. Brina je včasih malo sitna. Sklenil je sam povabiti medveda. Smrčanje je res zoprna stvar, je zjutraj godrnjal jazbec ves zaspan. Nekaj bo treba ukreliti. Tako glasno je smrčal, kot bi nekdo storži obmetaval hišo. Hubertu pa je bilo v velikem gozdu všeč. V njem so bile velike praproti, gobe, jagode in drevesa, ki jih ni videl še nikjer drugje. To bi bilo nekaj za njegovo enciklopedijo. Rad bi ostal, a nihče več ga ni želel prenočiti pod svojo streho. Prebivalci velikega gozda so sklicali sestanek. Prva se je pritožila lisica. Vse, kar je prav, a tega smrčanja ne bi mogla več poslušati. Zjutraj moram učiti v gozdni šoli, pa ne gre, ker sem preveč zaspana. Medved je že hotel v opravičilo nekaj reči, ko se je oglasila miška. Od tega glasnega smrčanja lahko še zbolim. Niti pomisliti ne morem, da bi po taki noči še delala na vrtu. Moram spati, ker drugače ne vidim dobro. Prav lahko se zgodi, da bom namesto plevela izpulila solato. Hubert je od sramu povesil glavo. Zajček je glasno zavzdihnil. Samo še ena taka neprespana noč in adijo moja olimpijada. Kako naj treniram, če se mi oči kar same zapirajo? Veverica je zavila z očmi in se namrščila. Kaj olimpijada? Ne morem peči piškotov, če ne spim dovolj. Max se je odkašljal in rekel. Tako res ne bo šlo. Spati moramo, da bomo čez dan spočiti. In vsi so mu pritrdili. Utrujen in neprespan nisi za nobeno rabo. Ne moreš delati, se učiti in tudi igrati ne. Medved je bil žalosten. Kako tudi ne? Razumel je prijatelje iz velikega gozda, a ni vedel, kaj naj stori. Nič ni pomagalo, da je vsem obljubil, da ne bo več smrčal. Potem pa se je domislil.
lahko bi imel svojo hišo. Ostal bi tukaj in raziskal veliki gozd. Je navdušeno rekel medved, vesel, da se je spomnil nečesa tako pametnega. To bi šlo, je rekel Max in ostali so pokimali. Ampak jaz ne znam zgraditi hiše, je žalostno ugotovil Hubert. Mi bi ti lahko pomagali, je vzkliknil zajček Bine. Skupaj bi nam zagotovo uspelo, je rekla lisica Greta. Veverica Brina in miška Rozalija sta ji pritrdili. Medvedu bomo pomagali zgraditi hišo, so vzkliknili vsi v en glas in zavihali rokave. Hubert je posekal drevo. Z Maxom sta iz debla nažagala deske in iz njih postavila hišo. Rozalija je nabrala mah, s katerim je zajček Bine obložil vse špranje med deskami. Lisica je na tablo pri hiši napisala Hubert, slavni raziskovalec. Brina pa je napekla piškotov, da so se jih do sitega najedli. Res so se vsi potrudili, da se iz medvedove hiše ni nič slišalo. V velikem gozdu je bilo spet vse prav. Lisica Greta je učila v gozdni šoli, zajček Bine je treniral za gozdno olimpijado, miška Rozalija je sadila zelenjavo in jagode, veverica Brina je pekla piškote, jazbec Max je iz lesa izdeloval stole, omare in police. Kaj pa medved? Tudi on ni ostal brez dela. Veliko je še moral raziskati v velikem gozdu, zato je urno vzel pot pod noge. Vedno je našel kaj novega. Zelišča za čaj, sladke koreninice, jagode posebno dobrega okusa, s katerimi je razveselil svoje prijatelje. Še posebno skrbno je proučeval drevesa, kajti brez dreves veliki gozd sploh ne bi bil gozd. Ob večerih se je vračal v novo hišo. Enciklopedijo, ki jo je pisal, je dopolnil z drevesi, ki so rasla le v gozdu, kjer je zdaj tudi on prebival. Včasih, preden so se odpravili spat, je pripovedoval zgodbe svojih potepanj in raziskovanj. Smrčanje pa v velikem gozdu ni nikogar več motilo. Ja. Luštna in zelo poučna pravljica o pravem prijateljstvu. Bravo živali, da ste medvedu priskočile na pomoč ter mu omogočile raziskovanje po velikem gozdu ter ustvarjanje njegove nove knjižne uspešnice. V slogi je moč, zato vsem živalim še enkrat vse pohvale. In ja, spanec je res zelo pomemben, se moram kar strinjati. Danilo, Nikolaj in Tijana, najlepša hvala za idejo v čudoviti slovenski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Zajčkova hišica, kateri so živali prav tako brez pomisleka priskočile zajčku na pomoč. Le lisica žal ni bila deležna njihove pomoči. Le zakaj? Prijeten pozdravček Danilu, Nikolaju ter Tijani ter seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte, bodite prijazni drug do drugega in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Uboge živali. No. Samo da je v gozdu spet red, a ne? Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je zgodba o pogumnem, vztrajnem
ter malce svoje glave zmajčku po imenu Iglek. Iglek se je nadvse rad družil ter igral s svojimi prijatelji. Čez nekaj časa pa so se sredi najlepše igre z majčkom začele dogajati neprijetnosti, zaradi katerih se je Iglek s časoma raje umaknil v samoto in se spraševal, kako rešiti težave. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Lucije Matič z naslovom Iglek, kako se je vse sploh začelo. Nekoč so po svetu lomastili in letali dinozavri. Družbo so jim delale mnoge živali, med njimi tudi zmaji. Takrat se je zgodilo, da se je v zmajski družini izvalil en čisto poseben zmajček. Na prvi pogled je bil tak kot vsi ostali zmajčki. Imel je 2 nogi, 2 roki z majhnimi krilci, rep in gobček s čisto majhnimi zobki. Tudi oglašal se je podobno kot drugi zmajčki. Le nekaj je bilo na njem drugače. Ta zmajček je imel na repku majhno bodico, ki je drugi zmaji niso imeli. Bodica je bila po svoje hecna, ker je bil zmajček zaradi nje drugačen. Kmalu so ga ravno zaradi te bodice, podobne iglicam na drevju, začeli klicati Iglek. Igleka so imeli vsi radi. Iglek je bil vedno dobre volje. Rad se je smejal in igral. Nikoli ni zameril za dolgo časa. Ni se prepiral in namenoma nagajal prijateljem. Kar nekaj časa je bilo vse dobro, dokler ni Iglek postajal vsak dan bolj zamišljen. Mamica in očka sta ga opazovala, kako se vsak dan manj smeji. Samo vsak dan manj mudi igrati s prijatelji. Je večkrat tiho in le premišljuje. Zato je očka nekega dne rekel: "Pridi, greva malo ven. Ti se boš igral, jaz pa si bom nabrusil kremplje." Veste, otroci, zmaji si morajo redno brusiti svoje kremplje, da ostanejo ostri in ne predolgi. Iglek je šel z očkom, ampak ni se mu mudilo in nič ni bil navdušen. Prišla sta do jase, kjer so se že igrali drugi zmajčki. Očka si je začel brusiti kremplje na bližnji skali in medtem skrivoma opazoval, kaj se dogaja z Iglekom. Prijatelji so veselo vzklikali in Igleka vabili k sebi. Ta se jim je pridružil in se začel igrati z njimi. Najprej počasi in zadržano, potem pa je zabava postajala vse bolj vesela in razigrana. Kmalu so vsi zmajčki tekali sem ter tja. Skakali so v zrak, se prevračali, se lovili in se skrivali. Slišal se je smeh in vrisk. In vsake toliko časa se je slišal kak boleč vzklik. Kaj mislite, otroci? Zakaj so zmajčki vzklikali od bolečin? Zakaj mislite, so drugi zmajčki pogosto vzklikali od bolečin, Iglek pa skoraj nikoli? Res je. Vzklikali so zaradi ostre iglice na Iglekovem repu. Ta jih je med igro praskala in bodla. In kako težko se je bilo izogniti. Iglek je imel svoje prijatelje zelo rad. Ni jih praskal zato, ker bi tako hotel. Hudo mu je bilo vsakič, ko se je kak prijatelj skremžil in si prasko pihal ali lizal. Ker ni vedel, kaj naj stori, se je raje umaknil. Opazoval je prijatelje, kako se igrajo brez njega. In spet je postal žalosten. Zmajčki so imeli Igleka radi, ampak tudi oni so raje videli, če jih ni bolelo. Všeč jim je bilo, da jim ni šel preblizu. Ko sta se Iglek in očka vrnila domov,
je očka na samem vse povedal mamici. Ampak ne očka, ne mamica nista vedela, kaj storiti. Iglek je brezvoljno pojedel kosilo, potem pa rekel, da gre na sprehod. Iglek ni vedel, kaj ne naredi s svojimi težavami, toda pomagalo mu je že to, da ni bil pri miru. Pomagalo mu je, da je hodil in bil zunaj sam s svojimi mislimi. Ker je bil zamišljen, ni pazil, kot hodi, in ni opazil, da se na nebu zbirajo temni oblaki. Kar hodil je in hodil. Vsakim korakom mu je bilo lažje pri srcu. Ko je prvič zagrmelo, je Igleka pošteno presenetilo. Pogledal je v nebo okoli sebe in ugotovil, da je nevihta blizu, on pa precej daleč od doma. Bil je tako daleč od doma, da nevihti nikakor ni mogel uiti. Kaj bi storili vi, otroci, če bi bili tako kot Iglek zunaj, daleč od doma, nevihta pa blizu? Tako je. Skrili bi se. In tudi Iglek se je odločil skriti pred nevihto. Kam pa se lahko skrijemo med nevihto? Pod drevo? Ne. V vodo? Ne. Res je. V zavetje pod previs ali skalo. V jamo ali pa kak prazen in suh kotiček. Iglek se je k sreči spomnil, da tako daleč od doma in ravno na tistem kraju živi njegova botra želva. Čeprav sploh ni bil namenjen k njej, ga je pot pripeljala ravno pred njeno bivališče. Vstopil je in jo pozdravil. Botra želva se ga je razveselila. Iglek, kako lepo, da si me obiskal. Prišel si pa res zadnji hip. Vsak čas se bo ulilo. Joj, kako grmi. Botra želva je bila zelo stara. Bila pa je tudi najbolj pametna daleč naokoli. Kmalu je videla, da z Iglekom ni vse tako, kot mora biti. In znala je počakati, da ji Iglek sam pove, kaj ga tare. Nekaj časa sta se pogovarjala o vsem mogočem. Opazovala sta nevihto in poslušala grmenje. Malo sta molčala. Iglek je nekajkrat zavzdihnil, nato pa končno rekel: Botra želva, zakaj nisem tak kot drugi? Botra ni odgovorila, saj je vedela, da je včasih bolje biti tiho. Vse je bilo dobro, dokler sem bil majhen. Zdaj pa je vse pokvarjeno, drugače. Zakaj moram imeti to bedasto iglo na repu ravno jaz? Vse sem poskusil. Praskal sem jo, ščipal. Poskusil sem jo odgrizniti in obdrgniti ob skalo. Toda presneta reč se me drži in prav grdo boli, če se jo lotim resno. Na videz ni tako slaba, je rekla botra. Zaradi nje si videti bolj močan in strašen. Ko boš velik, se te bodo zaradi nje še bolj bali in te spoštovali. Če boš tak kot tvoj oče, boš najmočnejši in najpametnejši zmajski poglavar pri nas. Nočem, da bi se me bali. Hočem se igrati s prijatelji. Hočem se smejati, se veseliti. Meni je hudo, da se me bojijo in da se mi umikajo, ker jih poškodujem. Hudo mi je, ko jim teče kri zaradi mene. Nikdar nočem biti poglavar. Vzdihnil je in se obrnil stran, saj je že čutil, kako se mu nabirajo solze. Veste, otroci, tudi zmaji so jokali, še bolj kot krokodili, ki so točili krokodilje solze. Botra je molčala in razmišljala o tem, kar je povedal Iglek. Veš, Iglek,
Ne vem, kako je, če poškoduješ druge. Me, želve, nimamo s čim poškodovati druge. Priznam, da imam močna usta, tudi če so brez zob. Z njimi lahko pregriznem tudi manjšo vejo. Vem pa, kako boli, če se opraskam ob kako skalo ali me ugrizne kak divjaški dinozaver. Takrat sem srečna, da imam svojo obrambo, svoj oklep. Zares. Brez njega bi bilo z mano konec, kot bi mignil. Zavzdihnila je in obmoknila. Iglek je molčal in še naprej zadrževal solze. Seveda vsak pozna bolečino. A le on ve, kako je, če si tisti, ki bolečino povzroča. In nič ne more storiti glede tega. Ko bi le on imel oklep, kamor bi se lahko skril, pred samim sabo. Čakaj malo. Oklep? Kamor bi se skril? Oklep? Za celega zmaja? Saj ni treba, da za celega. Dovolj bi bilo le za rep. Za delček repa. Vznemirjeno je skočil v zrak in začel dihati hitreje. Botra, to je to! Botra pa se je delala, da ji ni nič jasno. Botra, potrebujemo klep, takega, kot ga imaš ti. Van bom vtaknil svoj rep in bodica ne bo bodla skozi. Pridi, greva ga iskat. Iglek, stoj vendar. Zunaj še vedno divja nevihta. Zdaj morava še počakati, pa tudi znočilo se bo kmalu. Iglek je nestrpno zacepetal. Butasta nevihta. Kaj je bilo sploh treba? Raje mi povej, kako sta tvoja starša? Kako ima kaj gre? Saj se jima povedal, da greš k meni. Igleka je kar zvilo od skrbi. Seveda ni nič povedal. Saj še sam ni vedel, da sploh kam gre. Vedel je, kako njegova starša skrbita in kako jima je hudo, kadar ne veste, kako je z njim. Toda kaj naj zdaj stori? Daleč je in med nevihto ne more iti domov. Niti oklepa ne more poiskati, kaj šele iti na dolgo pot. Sedel se je nazaj na tla, za zdaj ni mogel narediti prav nič. Dobro jima gre. Ampak nič jima nisem povedal. Jutri moram poiskati oklep, potem pa hitro domov. Očka in mamico skrbi zame. Prav, je dejala botra želva. Zdaj grem pa počivat, utrujena sem. Jutri ti bom pomagala pri iskanju. Lahko noč. Lahko noč, botra. Drugo jutro, ko se je komaj dobro zdanilo, je Iglek že iskal naokrog. Ker ni ničesar našel, je šel naprej. Botra ga je našla precej daleč od zavetja. Bil je slabe volje in pritoževal se je. Nič ni dobro, botra. Poskusil sem že 3 oklepe. Vsak je majhen ali pa mi pada dol. Glej, ta stara lupina je v redu. Če pa zamahnem z repom, glej. Lupina je odletela v skalo in se razletela na majhne koščke. Ko bi le kako oklep obstal na svojem mestu. Začel je izgubljati potrpljenje. Mudilo se mu je domov, rešitve pa ni in ni bilo. Botra si je ogledovala Iglekov rep. Gledala je okoli sebe in razmišljala, tudi ona ni videla rešitve. Otroci, imate morda vi kakšno zamisel? Kaj bi lahko uporabil Iglek kot oklep? Je sploh kaj takega v gozdu? Medtem ko sta razmišljala, so mimo njiju tekale živali in vse je bilo mokro. Sijalo je sonce in od včerajšnjega dežja se je vse bleščalo.
Gozd je bil videti čudovit. Živali so bile vesele, ker nevihta ni uničila njihovih domov. Hitele so nabirati čorve, gosenice in deževnike, ki so lezli po mokri zemlji. Mimo je prišel tudi jež, ki pa sploh ni bil videti srečen. Bil je poln listja, ki se ga ni mogel znebiti. Igleku je šlo na smeh, ko ga je gledal tako slabovoljnega in tečnega. Potem pa se je zagledal njegove bodice, ki se jih je držalo listje. Botra, glej, je zašepetal. Dajva, naberiva liste. Hitel je natikati blatno in mokro listje na iglico na repu. Nekaj jih je ostalo, več pa jih je popadalo stran. Ni dovolj trdno. Iglek, kaj je dovolj mehko, da se lahko prebode, vendar dovolj trdno, da se ne razkolje? Je vprašala Botra. Gledala sta naokoli in opazila na pol odtrgano lubje, ki je viselo ob drevesu. Iglek je skočil, odtrgal lubje z drevesa in ga trdno nasadil na iglo. Pomahal je z repom, lubje pa se je trdno držalo igle. Juhuhu! Botra, uspelo je! Ne bom več praskal svojih prijateljev. Glej, spet se bom lahko igral! Botra, glej! Skakal je in vriskal, mahal z repom in s krili na rokah. Saj veste, otroci, da so zmaji imeli tudi krila, kaj ne? Lubje se je trdno držalo repa. Tudi Botra je bila vesela. Lepo je bilo gledati Igleka spet srečnega. Čez čas se je obrnila in se odpravila nazaj domov. Iglek, hitro na zajtrk, saj veš, da se ti mudi. Iglek je rekel, da ni nič lačen. Poslovil se je od Botre in tekel domov hitro, kot je le šlo. Med tekom je večkrat pogledal nazaj. Lubje je bilo še vedno tam, kjer mora biti. Ja. Kako zanimiva pravljica, kaj ne? Med poslušanjem pa ste lahko sodelovali tudi vi. In ne samo to. Otroci, tudi vi lahko na tej spletni strani objavite misli ter svoje predstave o tem, kako po vašem mnenju izgleda Iglek. Najlepša hvala pisateljici za tako inovativen pristop ter zanimivo idejo. In pa seveda bravo Iglek za pogum ter vztrajnost, s pomočjo katerih si se vrnil k svojim prijateljem. In tako bodo zmajčki ponovno združeni prijatelji lahko uživali ob novih zabavnih dogodivščinah. Otroci, dobrosrčen zmajček Iglek pa vas lahko popelje še skozi 8 zgodb polnih novih dogodivščin ter izzivov. Ob težavah pa se spomnite na Igleka, bodite prijazni drug do drugega, potrpežljivi in naj vas spremljate ljubezen in toplina. Lepo se imejte in en Iglekov pozdravček. Čau, čau! Bravo, Iglek, si pa res vztrajen. Thank you.